Upokojenci Mors, živeli! Kako se počutite na današnjem letnem srečanju? Ja, vsekakor lepo. To je dogodek, ki zahteva veliko priprav in seveda zbere se ogromno ljudi. Po enem letu se spet srečamo, vsi upokojeni predstavniki Ministrstva za obrambo in to so enkratni občutki. Se vam kaj toži po aktivnih časih? Pravzaprav je takole, a ne? Imam še kar veliko energije, če osebno povem. Toži, seveda, če delaš 35-40 let nekaj, a ne? In čutiš še energijo, bi lahko še tudi kaj storil, ampak tudi to zdaj lahko postorimo v okviru naše odločbe, ki jo imamo za delo v javnem interesu in lahko pomagamo pri obrambnih zadevah s promocijo obrambnih zadev in zaščitnih zadev. Koliko članov pa šteje zdaj organizacija? Naša organizacija šteje nekaj manj kot 1000 članov, redno vključenih, vendar moram povedati, da imamo podporne člane, imamo tudi simpatizerje, ki nam pomagajo pri našem delu, nas tudi sponzorirajo. In še zunaj organizacije je pa nekje 500 do 600 članov, ki pričakujemo, da bodo potrkali na naša vrata in da bojo videli vso vrednoto in kakovost naših programov, ki jih nudimo za popestritev vsakodnevnice. Kako pa gledate na našo sodobno vojsko posodabljanje? Vsekakor pozitivno. A veste, vojska je na nek način spremenljiva kategorija, časi in varnostna situacija iz dneva v dan zahtevajo seveda nove prijeme in seveda temu se tudi naša slovenska vojska prilagaja. Kako deluje vzhodno-štajerska regija? Torej, moram reči, da mi smo seveda letos bili zadolženi, da organiziramo to tretje srečanje upokojencev Mors Slovenije. Prvo srečanje je bilo v Logatcu, drugo na Pokljuki in sedaj to tretje v Mariboru. Moram reči, da smo sorazmerno, vsaj po dosedanjih izjavah, uspeli uspešno to organizirati. Seveda ob izdatni pomoči Slovenske vojske, ob pomoči delovnih organizacij za srečolove oziroma ustanov in pa tudi skupščine oziroma mestne občine Maribor in nekaterih delovnih organizacij.